Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupnega pujska, ki je nekega dne med sprehodom našel nekaj bleščečega. Le kaj je našel pujsek? Morda kakšen gost nakita? Ali pa bleščeč kamen? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Jaz sem princ. Ko se je pujsek nekega lepega dne sprehajal, je v travi zagledal nekaj bleščečega. Wow! Je vzkliknil. Saj to je vendar krona! Poiskal je drevesni štor in ga uporabil za prestol. Ko pa je nekaj časa v brezdelju sedel na njem, se je začel dolgočasiti. Jaz sem princ in princi potrebujemo avanture. Zato je vzel pot pod noge. Kmalu je zagledal kuščarja, ki se je sončil na skali. Zmaj! Je vzkliknil pujsek. Moram se spopasti z njim. Jaz sem princ in princi se borimo z zmaji. Pujsek je pobral dolgo palico in zamahnil proti kuščarju. Toda kuščar je hitro pobegnil. Pridi nazaj in se bojuj, je za njim zaklical pujsek. A ker se to ni zgodilo, je nadaljeval svojo pot. Kmalu je na drevesu zagledal veverico. Princesa, moram jo rešiti. Jaz sem princ in princi rešujemo princese. Pujsek je začel plezati na drevo. Toda ko se je nerodno zapletel, je nenadoma padel na tla. Bum! Veverica je planila v smeh. Prav tedaj je mimo prišel osel. Konj! Se je vprašal pujsek. Jaz sem princ in princi imajo konje. In je skočil na oslov hrbet. Galop! Mu je ukazal. Odpelji me nazaj v palačo. Dol z mojega hrbta. Potem je začel skakati in brcati, dokler ni pujsek poletel po zraku. Švist, bum. Toda pujsek je nekaterim tudi ukazoval. Zapoj mi, je zahteval od zajca. Kajti jaz sem princ. Zapleši, je ukazal krtu. Kajti jaz sem princ. Prikloni se mi, je zahteval od jazbeca. Kajti jaz sem princ. Pujska so imeli vsi že vrh glave. Nekaj moramo ukreniti, je rekel kuščar. Na živce mi gre, je rekel osel. Problematičen je rekla tudi veverica. Prav tedaj pa so se iz daljave zaslišali kriki. Pohiteli so za glasom. Potem so v reki zagledali miško, ki se je borila z deročo vodo. Na pomoč! Na pomoč! Je kričala na ves glas. Ne znam plavati, je zavzdihnil jazbec. Preveč me je strah, je zastokal zajec. Tok je premočan, je ugotovil krt. In medtem ko so živali iskale rešitev, se je mala miška borila za življenje. Tedaj pa je od nekje nenadoma pritekel pujsek. Pognal se je v zrak in poletel čez njihove glave.
Naredil je trojni salto in pljusk. Priplaval je k miški ter ji pomagal nazaj na rečni breg. Hura! So se razveselile živali. Najlepša hvala, se mu je zahvalila miška. Pogumen pujs si, mu je rekel osel. Ni pogumnejšega od tebe, se je strinjala veverica. Mogoče si pa res princ, je rekel kuščar. Pujsek, ki se je znašel v manjši zadregi, pa je zmajeval z glavo. Ne, je rekel, nočem biti princ. Kaj pa bi rad bil? Ga je vprašal jazbec. Rad bi bil samo navaden pujs. Kuščar, veverica, osel, jazbec, zajec, krt in miška so se zahihitali, potem pa so ga drug za drugim objeli. Kajti nič jih ni bolj razveselilo kot to, da je bil njihov pujsek spet pujsek, kakršnega so poznali. Ja, kako čudovita pravljica. Pravljica s pogumnim pujskom v glavni vlogi. Sicer moram priznati, da se je pujsek morda kar malce preveč vživel v svojo vlogo. A na koncu je le spoznal, da je najsrečnejši le, če sledi temu, kar v resnici je. Pa še res je. In verjamem, da se živali še večkrat spomnijo na prigodo s krono, ter se temu pošteno nasmejijo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni pravljici z naslovom Jupi palica. V tej pravljici boste spoznali žalostnega medveda ter srečnega miška. In naj vam prišepnem, na koncu bo tudi medved zelo, zelo dobre volje. Lepo se imejte, bodite prijazni ter se kmalu spet poslušamo v pravljičnem svetu mojega knjižnega kotička. Čau, čau! Ti pujsek ti. Zdaj prav, da si preizkusil vlogo princa. In ugotovi tisto, kar je najpomembnejše.